Lep dober večer. In sicer v četrtek sem obljubila, da bom mogoče malce več povedala o obredih, ker je dosti povpraševanj, dosti vprašanj na to temo, kaj so sploh obredi, zakaj je dobro hoditi na obrede. Se veste, vsako leto, ko si na določenih obredih, potem tudi to drugače vidiš, vsako skupino, ko pelješ na obrede, podoživljaš malce drugače in vsak obred ti prinese in ti nekaj doda zraven. Neka nova znanja, neka nova obzorja. In zdaj glede na to, da sem video posnela v lanskem letu, mislim, da je bilo to v predlanskem letu, 2020, bom zdaj mogoče malce samo neke osnovno vprašanja, zato ker vidim, da je veliko vprašanj in potem ne veste, kaj so obredi, a lahko malce več poveste. Sem se odločila, da posnamem, zdaj bomo pa videli, ali bo to dovolj, ali bo potrebno še kaj več povedati o teh obredih. Ok. Ko slišimo besedo obred, že vemo, da je to nekaj, kar se pripravimo na to, kar naredimo tako, da se dobro počutimo pri tem dogodku. Ne glede na to, obredov je lahko cel kup. Jaz imam obred zjutraj, obred imam zvečer. Cel kup obredov, ampak to so pa nekaj drugačnega, kar bi pa zdaj rada povedala. Jaz nekje 3 leta, že 3 leta nazaj sem se spoznala prvič z obredi. Obred ljubezni, ajuaska, to pomeni, spoznala sem se tudi z obredom, kjer se malce poglobim v svoje prednike in spoznam svoje prednice, da vidim sporočila, ki so dobra zame in vsekakor tudi za moje otroke. In iz teh vzorcev sem marsikaj spoznala. Zdaj pa najprej, komu so obredi namenjeni. Obredi predvsem so namenjeni, bom dala primer, kar se nam največkrat zgodi. Zakaj sem malce bolj pozna? Ker sem imela eno skupino, ki smo se pogovarjali, bi bilo zelo lepo slišati, kako so videli, kakšni so en teden po obredih. Največkrat, kdaj mi začutimo, da je dobro nekaj za nas, ali drugače, da nas duša kliče, to sem zdaj tako rekla, da naredimo spremembo pri sebi. Se vemo, da spremembe so najtežja stvar, ki jo lahko delamo, vendar, ko pa naredimo spremembo pri sebi, vam pa garantiram, da nikoli ne želite iti več nazaj. Zaradi tega, ker se zavedate, da vse, kar vam prinese življenje, je nekaj dobrega za vas. Največkrat, kdaj se to zgodi? Zgodi se, ko smo v prelomnici, na prelomu, ali imamo pravega partnerja ali partnerko. To pomeni, začnemo dvomiti, ali je to partner za nas. Takrat se nam največkrat začne tudi dogajati, da malce pogledujemo druge, odprti smo za druge, ker dvomimo, da bi to bil partner za nas ali partnerka. Druga zadeva, ko se nam začne dogajati v službi. Ko smo v službi, najprej, ko smo prišli, smo srečni, pozabimo, zakaj smo prišli v to službo in z dneva v dan se nam potencira in vidimo čisto vse slabega, kar se tiče tega delovnega mesta, kar se tiče podjetja, kar se tiče vodje, ne vem, delodajalca, kakorkoli. Tretja stvar, katera se največkrat zgodi, definitivno se vedno pri nas zgodi, ko mislimo, da nam je to vesolje namenilo vse slabo. Zato, ker mi določeni tudi ljudje, ki napišete, joj, a vi kaj gledate, kaj se po svetu dogaja, a vi kaj vidite to. Ne, jaz vidim, kaj se po svetu dogaja, vendar sem v svojem bablu in v tem bablu poskušam tudi voziti te moje ljudi, ki so z mano. To pomeni, poskušam jim pokazati, da sami smo kreatorji svojega življenja, kar je zunaj, ne moremo vplivati, kar je pa na znotraj in kar je okoli nas, pa lahko vplivamo. In največkrat se nam zgodi takrat, kje se je pri meni najbolj dogajalo, da sem prišla do tega spoznanja, vsekakor mene je prijateljica pripravila do tega, pa sploh me ni pripravila. Ona mi je sem rekla, a mi zaupaš, in jaz sem ji zaupala in sem šla. Ampak največkrat, kaj sem imela izziv, konkretni izziv je bilo to, da si priznam, da česa ne znam. Da me je strah povedati, da potrebujem pomoč. Da sem poiskala, da sem vedno iskala krivce, to pomeni poiskala, kdo drug je kriv, namesto da vidim sebe. Ampak to je čisto nezavedno, to ni zdaj zavedno, da se ti tega začneš zavedati. To pomeni, nisem razmišljala kot direktorica ali pa rečemo kot vodja, karkoli, ali sem sama podala napačne, pomanjkljive informacije, da je danes prišlo to do mene. In to pomeni, to je eden izmed največjih izzivov. Glih zato, ker hočemo biti močni, mi smo močni. Tako sem jaz rekla pred leti mojemu možu, a veš, da bi pa jaz tu želela biti samo ženska, ranljiva, kdaj ležati v posli, cartati, da me cartaš.
in da sem lahko samo to, kdor sem. Ne rabi biti Tanja, tako kot meni vsi govorijo, Tanja je močna, Tanja vse zmore, gor dol. In to so samo nahrbtniki, ki jih nalagamo, ampak to sem že zadnjič govorila o tem. No, zdaj da se vrnemo. In predlagam čisto vsakemu, ko je v kakmu takmu precepu, točno to, ne ve, kaj se z njim dogaja, ne najde ta pravih prijateljev, partner, služba, ta je močna, ta je najbolj močna. Ko ljudi ocenjujete samo skozi negativo, ne skozi pozitivo, to pomeni, da gledate, kaj ne naredijo dobro. To je zdaj, dragi moji, oprostite, ker zdaj boste vse vedeli, tiste, ki vse se boste takoj našli, tiste, ki ste z mano, ampak enkrat, tek in tek bi prišli tudi do tega, ko bi šli na obred, ali pa kot tiste, kateri ste bili na obredu, ste prišli do tega. To pomeni, bom dala primer. Ko mi začnemo kritizirati nekoga, rečemo, le kako se važi, le kako govori, le kako, ne vem, kako izstopa, poglej, kako, to pomeni ne sprejemamo ničesar od te osebe, ampak odbijamo. Kaj to pomeni? To absolutno pomeni, da ste tako kritični do sebe, da nič dobrega ne vidite pri sebi. Da tudi, če bi bilo 100%, ne bo dobro za vas. Tudi, če vas bodo 10 ljudi pohvalili, boste vi rekli, sej sem, to se od mene pričakuje. Ne boste si znali reči, wow, super sem, fantastično sem. Jaz se spomnim sebe, ko mi je kdo rekel, wow, kako dobro ti govoriš, kako dobro predavaš, ti si prava motivatorka. Kakšni so bili moji stavki, pa dej nehi, pa dej no, ali pa sploh nisem, to se mi je zdelo takole, če si direktor, to pač obvladaš, to je pač normalno, da danes vem, da to ni nekaj, kar obvladaš, da je to nekaj, kar se naučiš, danes vem, da za to je potrebno malce talenta in po drugi strani veliko, veliko vaje. Vedno je tako, vaja dela mojstra in mojster dela vajo, vaja dela mojstra, mojster dela vajo. To je vedno eno in obojestransko. Ena stran, druga stran. In kadarkoli se nam zgodi, da ne iščemo pomoč, da si ne dovolimo, jaz si pač nisem dovolila poiskati pomoč, kar pomeni nisem dovolila sprejemati. Jaz tudi, naprimer, če mi je kdo prinesel kakršnokoli darilo, jaz sem to napadla osebo, zakaj mi je prinesla darilo. Ne, jaz to pa ne pričakujem. Danes dobivam krasna darila, seveda imam smokom v grlu, ker jih tako res dobim, to pomeni noro, koliko se povezujemo, koliko si res odpiramo srčke, res taka darila, ki vam ne znam povedati, to je noro, kaj vse dobim. Ampak sem hvaležna in iz srca hvaležna, malce mi je nerodno, sprejema taka darila, ampak se učim in potem te moje, večinoma me ženske obdarujejo, seveda me tudi moški, evo Jaka mi je poslala eno odlično knjigo, tako da hvala, danes ne dobila, če nisem napisala sporočila. Ampak to so majhne stvari, sodelavec me obdari, da mi gre avto oprat, mislim, nekaj najlepšega. Tako, včasih mi je bilo to tako nerodno, zdaj to sprejemam. To je predvsem zaradi tega, ker smo tako kritični do sebe in ne dovolimo videti, da bi lahko karkoli spremenili. In takrat nikoli ne bomo šli nase, ampak bomo zelo hitro poiskali ljudi, za katere bomo obkrivili. Če ne pa, kaj največkrat se zgodi. Mislim, to jaz lahko povem direktno od mene, to pomeni, kar se je dogajalo meni in to, kar vidim. To pomeni, čez enak vzorec, ki sem šla jaz, ga zdaj vidim pri mojih sodelavcih, nekaterih mojih sodelavcih v podjetju. Resnično, čisto enak vzorec. Ne bi se dotaknil sebe, bi se raje dotaknil vseh ostalih, ker tam se sigurno kaj da pogovoriti in se sigurno je, vendar nikoli ne pridemo do sebe. Ko hodiš na obrede, različne obrede, te obred vedno pelje k sebi, vedno te pelje k tebi, direktno k tebi. To pomeni, da takrat vidiš, da čisto vse vzorce imaš ti in da si del teh vzorcev. Nekatere vzorce smo dobili od staršev, tega se je dobro dotakniti. Vsi tisti, ki imate mogoče izziv tudi starši, res močen izziv. Če se spomnim svojega, kako sem se sramovala mojega očeta na momente, zdaj moj angel varuha, sem se sramovala, mogoče ker je pil. Potem moja mama je vedno bila tako malce bolj zadržana, v tem stilu zadržana, ali pa bolj ponižna do vseh ljudi, koliko so drugi bolj vredni kot ona. In me je vedno tako motilo to, pa mami, pa nehi, ampak po drugi strani sem vse te vzorce prevzela sama.
In če jih ne vidim, oziroma si jih ne dovolim sprejeti, da so to tudi moji vzorci, ne morem razrešiti z mamo, z očetom ali s komorkoli. Tako da, ni normalno, da se ne pogovarjate z družino. To ni normalno. Res ne. Evo, zdaj sem vzela tako besedo ne. Vaša družina je vaša celica. In vaša družina je vaša kri. To ni nekaj, kar je prišlo do zunaj. Če ne govorimo, ne vem, z mamo, z očetom, je to nekaj, kar je del vas in je tudi želja potem, da to vi odprete in rešite. Dajte prej rešiti, ko pa ne takrat, ko bo nekdo umrl. Ker takrat potem lahko žalujete dosti več časa. Ne? Dokler so ljudje živi, lahko karkoli rešimo. Ne? Kje sem zdaj? Jaz bi lahko zdaj govorila 6 ur, iskreno povedano. Ne? Ja, seveda, če narediš več kot 30 obredov, jaz sem bila že več kot na 30 obredih, to pomeni, da vsak obred mi da nekaj več, nekaj večje obzorja in vsekakor vsakega, ki ga slišim, znam od človeku, ko ga poslušam, znam začutiti njegove bolečine, znam začutiti njegov ego, kdaj nastopa in vse te vzorce, najbolj pa tiste, ki so podobne mojim. To pa ni kaj, Ana. Ker ko greš skozi to izkušnjo, tudi doživiš tudi vse ostale. Ok, da se vrnem nazaj, Ana. Predvsem, kaj je pomembno, da mi ko smo skozi naša obdobja, to pomeni od 1 do 3 let, od nič do 3 let, zelo potlačili naša čustva. In spet dolga zgodba, spet bi mogla predolgo to govoriti, zakaj je do tega prišlo. In največkrat priporočam, preden se odločite za kakršnekoli korake, za kakršenkoli korak, ki ga boste izvedli, prosim, naredite kakršenkoli obred. Jaz vas pozivam, da obred ljubezni, odpiranje srca, da sploh vidite, zakaj vam je prišlo to naproti. Kajti, vsak izziv, ki se nam zgodi, je lahko največji blagoslov, v vsakem primeru vsak izziv blagoslov, ampak da ga znamo odpreti, sprejeti z odprtimi rokami in reči, ok, kaj je prav, da se iz tega naučim? Kaj je prav, da se iz tega naučim? Ampak res je, včasih so določeni izzivi, naprimer, jaz imam resnično rada moje sodelavce, vsi tisti, ki so v našem podjetju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oseba so vsi del mene ali Igorja. Resnično. Jaz, ko jih vidim, jih znam zložiti, aha, to je Tanja, to je Igor. Ana? In največkrat naredijo tako. Ana? Tisti, ki so Tanja, oni mislijo, da so ful Igor, v resnici nimajo nič z Igorjem. Ali pa obratno. Ana? Ampak tudi vidim, da kdaj je človek pripravljen narediti korak, ni vsak tisti moment, mogoče pomeni, dam primer, zato da boste razumeli, pa bom dala obe izkušnji, bom delila. V službi prihaja do nezadovoljstva in ti v službi potenciraš in iščeš črne scenarije. Ne greš gor, ne vprašaš se, ok, zakaj mi to sporoča, zakaj sem to dobil. Naprimer, mi imamo zdaj majčken izzivov v skazi, vendar jaz rečem, ok, že zmoremo, moje leto, super leto, in to tudi vzamem dobro in iskreno povedano vzamem, rečem, my God, kaj mi Bog vse daje. Mislim, kakve preizkušnje, do kam bom še prišla, da ne mislite v skazi vse ok, vendar vidim, da se dogaja nekaj pri nas in potem tudi rada pogledam, zakaj do tega prišlo. Aha, to so blagoslovi, ki lahko naredijo pot naprej. In poanta je, da mi največkrat, če nismo pripravljeni, pa sem spet dolgana. Upam, da boste kaj od tega odnesli. Če nismo pripravljeni sprejeti, nič ne koristi. Lahko jaz sedim z osebo 30 ur, ker je to tako samoumevno, da Tanja sedi. Nekdo plača, pride do zunanjih pa plača, naši pa normalno mislijo, da je to normalno, da Tanja bo pa z njimi. 30 ur, ampak če ta oseba ni pripravljena slišati, vam garantiram, da je 1 minuta že preveč. Že 1 minuta preveč. Ko rečemo, oseba je prav, da ji daš čas, da sprejme. Ja, ampak ne na tak način, da vi govorite, ampak oseba sama je pripravljena to sprejeti in reče, ok, zdaj bom pa poslušala, zato da bo moje življenje lepo. In določeni ljudje to sprejmejo ta izziv. In ko grejo skozi ta izziv, postanejo boljši,
modrejši, pametnejši in naredijo 2 koraka naprej. Ne lahko tudi več, ampak minimum 2 koraka. Pomeni, naredijo korak v dodani vrednosti, naredijo v razmišljanju. Meni je ful lepo, kako sta mi 2 sodelavca rekla, to je bilo proti koncu decembra, tako da hvala Klemen in hvala Matija. Sta mi rekla, da danes šele zastopite, zakaj sta šla na obred in da danes gledata čist drugače. Da vedno je bilo tako, kao fokus, kaj bomo dali njim, namesto kaj je dobrega za nas. Ko mi začnemo razmišljati, kaj je dobrega za nas, takrat šele lahko damo njim. To je tako, ko mi imamo ljubezen do sebe, lahko damo drugim. Ko mi nimamo ljubezni do sebe, ne moremo dati drugim. In to je isto, čist isto, kot če se spomnite, sigurno to se pri komu od vas dogaja, ko rečemo, dajmo pospravi, dobimo obiskana. Dajmo pospraviti, pride obisk. Pospravljamo zaradi obiska, ne zaradi nas. In pol je čisto vse povezano. To meni, v službi sta vam želela povedati, preden zamenjate delovno mesto in se odločate, da bi kakršenkoli korak naprej naredili, ne delati in oditi iz tega delovnega mesta s črno luknjo, z temnimi, sploh ne znam, ne bom izgovorila. To pomeni, da je to, ki iščete, to ni čas, je za odhod, in če je vse temno, podpišem, pa me lahko držite, zdaj si vsi napišete, vsi tisti, ki slučajno ste se zamenjavo, lahko me pokličete, lahko date v časopis, kamorkoli, Tanja Skaza je to pa to rekla, čez 2-3 leta, kakorkoli, vsi tisti, ki greste z negativnimi občutki, iz ene službe v drugo službo, sem prepričana, da tam boste dobili še večje preizkušnje. Zdaj pa, če tisti preizkušenj ne boste znali vzeti, se boste zamenjali službo in boste tako menjavali na 2 leti, na 3 leta delovna mesta. Če boste pa znali to sprejeti, boste pa nagrajeni. Vendar preizkušnja je večja. Zdaj pa, leta tudi svoje delajo. Pač takrat, ko čutimo, da smo pripravljeni za to. Ok, to je kar se tiče službe. Lepo prosim, ko pride do menjave delovnega mesta, če niste prepričani, jaz imam nekaj takih kandidatov, ki so bili z mano in so potem totalno zamenjali, bili presrečni, ker so to naredili, da so šli z mano na obred, wow, videli ful svojih slik, my god, pa sem se tam zaprl, pa tam sem se zaprla in kakorkoli, čist drugače kot pa takrat, ko so začeli, ko so naredili, pa so to sprejeli in so rekli wow, in ko so bili hvaležni, je služba sama poiskala njih in je prišla še boljša služba, kot bi bilo drugače. Dajmo se dotakniti partnerstva. Enako je pri partnerjih. Največkrat, zdaj nismo tako kot potrpežljivi, tako kot smo bili včasih. Včasih so naši starši znali potrpeti, jaz nisem za to varianto, jaz vedno tako rečem, ko v življenju nisi več srečen in ko čutiš, da te izčrpava, to pomeni, da izgubljaš energijo in da živiš, samo da obstajaš, je čas za odhod. To meni nisem več tega, dajmo se potruditi. Ja, dajmo se potruditi, ampak v obe smeri. V primeru, da na eno smer ne gre, se konča. Jaz sem tudi zdaj bila v težki preizkušnji, pa jaz mislim, da zdaj se mi šele orang začenja preizkušnja, ampak to drugič, to bo drugič na drugih live-ih. Ampak ko pride do tega, da vidite, da vam partner ne sledi, da partner ni primeren, ne narediti tega, ker lahko, da je to izredno dobra preizkušnja za vas, da ugotovite, na čem je potrebno pri vas delati. Največkrat, kar se zgodi v vezah, katere spremljam, tako da na koncu bom res ena taka družinska terapevtka, ker se mi zdi, da je tako vse povezano z družino. Drugače pa najraje delam z družinami. To pa res in sem ful hvaležna vsem mojim strankam, ali pa rečemo, to niso stranke, to so že, my god, ki so družinsko povezani. Zakaj? Ker točno vem, kateri vzorci se pretakajo en skozi drugega. Isto je pri partnerju ali pa pri partnerki. Preden naredite spremembo, naredite to za svojo dušo. Naredite za svojo dušo, da res vidite, ali res ne ljubite to osebo, ali ljubite, ali je to neka preizkušnja, ki je prišla v vaše življenje, da utrdi vajino pot in da dasta mogoče otrokom še nekaj več. Jaz vem, da ko smo mi dva z Igorjem, seveda so krize, vse ne more biti, mislim, do zdaj vam lahko povem, jaz sem prepričana, da moj mož mene ni prevaral, da me ima izredno rad, ampak so krize drugačne, jaz sem zelo ambiciozna,
Igor je malo manj ambiciozen, ima raje družinsko življenje in v primeru, se veste, ko mene žene posel, njega žene to, prihaja do razdora. In takrat otroci to čutijo in ko je vedno kadarkoli je ta največji izziv, midva z Igorjem nekako še bolj okrepima, bolj poglobima vezo. Nismo platonska, ampak gremo res v globino. In to je normalno in zato vam predlagam, da kadarkoli naredite, kakršnekoli večje korake, kakršnekoli se zavedate, da imate ta trenutek točno takega partnerja, kot bi ga mogli imeti. Dobro, zdaj, če ste vi konkretno zrasli, pol tudi veste in ta pot je dosti bolj enostavna. Veste, da se poslavljate z ljubeznijo, s hvaležnostjo, ker ste imeli priložnost se učiti, naučiti, podpreti sebe ali svojega partnerja, partnerko, kakorkoli že. Tako da to so naslednji koraki. In tretji koraki, kateri so, tretji korak, katerega ocenjujem, da je pomemben, da veste. V primeru, jaz sem resnično povezana z mojo družino. Imam krasnega brata, imam krasno mamo, res imam krasno mamo, čeprav, a veste, ful me je vedno motilo, ko ona tako ponižno, dokler nisem spoznala, da dokler ona ne bo razrešila tega svojega vzorca in dokler ji ne pomagam, da razreši ta vzorec, bo ta vzorec tudi del mene. Kar pomeni, da se približam mami, da jo poskušam razumeti, da poskušam jo nekako razumeti, kakšna sem bila jaz v teh njenih letih, kot je ona zdaj, ona v teh letih, kot sem bila jaz zdaj, in da poskušam iti skozi njeno življenjsko zgodbo in da jo ne obsojam, da jo sprejemam. Bolj, ko jo sprejemam, bolj sprejemam sebe in bolj, ko sprejemam sebe, bolj letim. Bolj se osvobajam vzorca popolnosti, biti popolna. Res, to sem decembra delala, v decembru sem vam govorila, zato takrat poskušaš se otresti, ne rabiš biti popoln, čisto v redu je to, kdor si, znaš to, kar znaš, dovoli si prositi za pomoč, dovoliš povedati, se strinjam, da marsikdo mogoče ne razume, zakaj je moja zgodba, zakaj to z vami delim, zato ker to, kar govorim, to živim. In želim, da začutite, da nisem popolna, da niso same rožice, da tudi pri meni se dogajajo, vzponi in padci, vendar vsak padec vzamem kot blagoslov in si rečem, my God, kakšen blagoslov je to, da lahko potem zaradi tega še bolj zrastem. In do zdaj vsi padci, ki so se zgodili v tako v skazi ali tako v naši družini ali v moji primarni ali moji razširjeni družini, mi je vsak padec dal še večjo rast. Še večjo rast, še večjo moč v tem primeru, da skozi mojo zgodbo, ker jaz vas lahko, včeraj mi je povedala ena strokovnjakinja, res strokovnjakinja, da je moje poslanstvo, da jaz samo to, kar živim in to pomeni to, kar živim, da to lahko učim in da to bom počela. In da samo to pomeni, če imam zakon, kjer sem srečna v zakonu in imam partnerja in če, na primer, nisem ločena, zelo težko bom znala izkušnjo ločeni osebi povedati. To pomeni, lahko ji bom pomagala, da naj odpušča svojemu partnerju ali partnerki, kdorkoli pač je, vendar ne bom mogla iti direktno v to zgodbo, zato ker te zgodbe nimam. Lahko pa pomagam osebi, da jo opolnomočim, da je konkretno se zaveda, da ne more postati uspešna, lahko se opravičujem, res zelo se opravičujem, lahko postane uspešna poslovna ženska ali pa uspešna poslovna oseba, vendar s tako močnimi vzorci, če ne bo tega razreševala na osebnem nivoju. To pomeni, če ne rešimo na osebnem nivoju, kdo smo, zakaj smo tako daleč prišli, to pomeni, kričali smo po pozornosti, da nas ljudje vidijo. Ker sem rekla moji mami, veš, koliko premalo ljubezni sem mogla imeti, da sem delala to, da so me ljudje videli, da so me opazili, da si ti prišla do tega spoznanja in da si rekla, koliko je moja hčera pametna, kaj moja hčera dela, koliko je tega mogla biti zunanje potrditve, da to tvoja mama opazi. Kolikrat se mi je zgodilo, v letu 2015 sem mojemu možu rekla, lahko, da sem čisto vsem zanimiva navzven in da vsi vejo, dokler ti ne boš opazil, kdor sem, je meni to mi nič ne pomembni. In to je res. To pomeni, takoj, ko te tvoji bližnji opazijo,
takrat tega več ne potrebuješ. In če me danes vprašate, jaz ne potrebujem več vaše pozornosti. Jaz mislim, da je to moj mission, da pomagam skozi zgodbo vam povedati, da delajte na sebi, ker bolj, ko boste delali na sebi, v lepše življenje boste živeli. Ok, zdaj sem da vidim, če sem karkoli pozabila povedati. Ja, mogoče še samo to, no. Višjo funkcijo, kot imamo, in več vzorcev, kot jih imamo, to je ful dobro, to se zdaj na transakcijski tudi učimo, kako je potem to vzameš kot eno dejanje. To pomeni, tvoj produkt vzameš, pa sebe vzameš kot eno dejanje in vzameš vse skupaj. Ampak to ni zdaj za. Bolj, ko si na višjem položaju, bolj si kritičen, Seveda, če si prišel do tega visokega položaja, ne da so te nastavili, ampak da si prišel. To pomeni, da si rastel z trudom, delom, da si svojo pot tako tlakoval, toliko bolj si zahteven. In jaz sem prepričana, to mi je tudi včeraj sem poslušala Jyoti Škarto, ki mi jo je delala ena moja kolegica, moja krasna prijateljica mi je predlagala, naj dam delati, in ta prvi stavek, ki jo je pač ta svetovalka rekla, je rekla, da jaz delam za 3. In mi je tudi takoj v drugem stavku povedala, da po moje sem tudi potem zahtevna kot vodja, zaradi tega, ker želim, ker delam za 3, in to pomeni, da pričakujem ljudi zraven sebe, ki bodo delali 100%, in se strinjam s tem. In sem to danes takoj moji sodelavki rekla, oprosti, ampak vem, da sem zahtevna, tako da včasih me je treba malce tako postaviti na stran, ampak sem pa dosti boljša kot včasih. Zdaj sem seveda veliko naredila nase in se sprejemam. In tudi rečem, evo, zdaj bo meni mesec doma in je okej. Ok, da zaključim, kar se tiče samih obredov. To pomeni, ko začutimo, da se nam nekaj dogaja in da se nam življenje obrača in da nismo več takšni, kot smo bili, da nas vse moti, da nas motijo v službi, doma, otroci, partner, prijatelji, kot da nas nihče več ne razume, takrat je klic, da greste na obred ljubezni. Takrat je klic, da najprej odprete srce, da se očistite, ker se do sedaj niste, ker ste tako močno potlačili čustva, tako močno bili prepričani, da ni prav, da prosite za pomoč, in tako močno prepričani, da so vam vsi drugi vse prinesli drugi in da vi nimate ničesar s tem, da ste vi danes takšni, kot ste. To je prva zadeva. Potem pa, ko greste na obred, je pa ena izmed zelo, zelo pomembnih stvari, kako vi to implementirate v svoje življenje. A to vzamete kot nekaj, wow, kaj sem dobil, kaj ti. Če nas, ta trdi disk, kakorkoli ga vi imenujete, ne spraznimo, ne očistimo nečesar, kar je balasta naloženega, to je to, pa še to knjigo, pa še to knjigo, pa še to knjigo, pa še to knjigo. Jaz še vedno rada berem, ampak ne več tako, zato ker je to dobro brati, ampak zato ker mi paše za dušo. Ne berem pa več zato, da se pohvalim, wow, to knjigo, pa bomo, berem tako, kot čutim, kaj je primerno zame. Potem, ko pa pridemo domov po obredu, nikoli več življenja niso enaka. Vendar, lahko pa se zgodi, da pozabite na to, tako kot nekdo, ena oseba, ko gre na dieto in shujša 15 kg, ne vem, v 3 mesecih, ne vem, kakorkoli, in potem po enem letu se zredi nazaj na 17. To samo pomeni, da nima nobene formule, nobenega orodja za vzdrževanje tega, da ostane na tem, kar je. To pomeni, da ko mi pridemo z obreda, se šele delo začne. Resnično. Vi dobite uvid, postanete bolj nežna oseba, spoznate tudi, da ste vredna oseba, da vsak na tem vesolju je prišel, da ima nekaj lepega za narediti. Ful imam rada srčke, tako. Meni je to ful všeč, ker punce delate srčke, se odpirate, kadarkoli date srčke, se tudi vi odprete. Delate na tem. Jaz to prav ene moje dame učim, skozi jim pošiljam srčke, tako cip, pa me imajo malo hi, ampak potem tudi čez čas one odpirajo srčke, delajo, pišejo srčke. Kar pomeni, da takrat, ko začnete, vi spoznate, da ste krasna oseba, ker čisto vsak na tem planetu je krasna oseba. Ni slabih ljudi. Ljudi so samo ranljivi, ker so dobili vzorce in zdaj se bojijo odpreti in pokazati, kdo v resnici so. Jaz vem, da tale video je zdaj 40 minut,
Pa, če bi bilo možno, bi še z vami govorila najmanj 6 ur, vendar, kdorkoli gre na obred, imam mojo sošolko, zdaj iz faksa, ki je z mano, mislim iz faksa, iz transakcijske, ko je prišla, bila je zdaj na obredu in je vsakmu rekla, da to vsak mora iti, ampak tako, čisto vsako gre, to se zaveda, da je to za vsakega prava pot, najprej samo zaradi tega, da sebi da krila. A veste, če ste rasli v družini, kjer vas je oče ali mati, vedno so vas primerjali z bratom ali sestro in vedno govorili, da ni, da to pa vi že ne morete. Jaz se spomnim, cel kup je zdaj spet predolga zgodba bila, to pomeni, bolj, če ste rasli v taki družini, več vzorcev ste si dali in več, ko ste si vzorcev dali, pride pač do tega, da eni ostanejo tukaj in vedno kritizirajo starše, drugi pa poletijo in rečejo, zdaj ti bom pa dokazal, da zmorem. In največkrat so tisti dokazi tako močni in vidni od zunaj, da te oseba opazi, da te vidi. To pomeni, jaz srčno upam, da mi nobeni direktorji ne bojo mi zamerili, da mi res ne bodo zamerili, ker sem bila tudi jaz med njimi, zato pač to povem. Vsi tisti, ki smo želeli biti prepoznavni, vidni, čim več na področju, da nas kdo vidi, da nas sliši, to vedno bolj smo hrepeneli potem, da tisti najbližji rečejo, my God, kako si dobra, kako te imam rad, kako si uspešna. In takrat, kaj se nam zgodi? Če takrat tega ne dobimo, in res ne dobimo, ne z besedami, sploh ne z besedami, da to ne čutimo, da to ne gre tako, ti potencira še več in pol padeš v ta vzorec, v ta cikel, da pol samo delaš na poslu in to je edino, kar te izpopolnjuje. Ok, to pomeni, ko prideš z obreda, se šele delo konkretno začne. In ko se začne delo, takrat prihaja do velikih sprememb. Največkrat se začnejo dogajati spremembe, da postanemo dosti bolj hvaležni. Druga zadeva, da vemo, da smo vsi na tem planetu in da se vsi imamo radi z nekim namenom in ta namen je dober, da si dovolimo prositi za pomoč, da si dovolimo povedati, to znam, to pa res ne znam, ne vem, kje sem se zgubila, mislim, da mi nekaj ne gre. Ampak to že tako in tako veste, če niso dobri rezultati, veste, da nekaj ni ok. In takrat vse, kar je pomembno, prositi za pomoč. In če te pomoči ne prosite, potem tudi ta pomoč ne pride. Tako da, in še marsikaj drugega bi vam lahko povedala, vendar bistvo vsega tega je, ne delajte korakov, samo zato, da jih delate in ne životarite, samo zato, da životarite, odločite se narediti spremembo. In naj bo ta sprememba takšna, da vas pripelje v vašo bit in obred vas pripelje v obred ljubezni, ker vas poveže z vašim višjim jazom in vi konkretno vidite, da vi vse zmorete in da lahko greste po tej poti, ki ste si zastavili, ali pa dobite moči, tako da vas napolne ta moč in odpre srce, da se zavedate, da če boste delali z ljubeznijo, če boste delali samo svojo intuicijo, to, kar vam srce govori, pa vaša pot vedno tlakovana in lepo boste hodili po tej poti. Seveda izkušnje bodo prišle, ampak te izkušnje ne boste vzeli kot nekaj najslabšega, ampak kot nekaj dobrega za vas, za vašo družino in za tiste, ki so okoli vas. Toliko za enkrat. Srčno verjamem, da sem poskušala nekaj bistva povedati v teh nekaj minutah. Jaz bi vsako lahko šla posamezno postavko, ampak tega bi bilo pa preveč. Ja, ljubezen vedno zmaga. Evo, Dani sem prebrala, kar je napisal. Tako, ljubezen je naša najvišja vrednota in če smo odprti v ljubezni, takrat ni. Mogoče pa glizele to, kar je Dani napisal, da se še mogoče dotaknem ene druge stvari. Ko smo odprti v ljubezni, ne vidimo, ne pride do sovraštva, ne pride do ljubosumja, ne pride do zavisti, ampak je samo odprto srce. Ne vidimo teh stvari, nič se nam ne zgodi. Tudi če se nam zgodi nekaj slabega, ali v službi, ali na osebnem področju, ali pri prijateljih, karkoli, ne vzamemo to kot slabo. Vzamemo, da je pač še to moglo priti nam nasproti, da se nekaj iz tega naučimo. In veste, da pa jeza, sovraštvo, zavist, ljubosumje, karkoli izmed teh stvari, to samo zažira nas in nam daje in nam to povzroča izzive na zdravju in tudi potem se to prenašajo ti vzorci naprej na naše otroke.
Zakaj bi mi to želeli to našim otrokom dati? Zato je pomembno, da se povežete s svojo mamo, da se povežete s svojimi prednicami, tistimi, katerimi ste, da jim odpustite vse, da delate res iz srca, odpuščate in da vse, kar je, sprejmete z ljubeznijo in da vsak izziv ga vzamete kot nekaj pozitivnega, zaradi tega, da boste drugi dan ali pa drugič boljši. In dovolite si biti potrpežljivi na tej poti, ker ko seme posadite, ne zraste čez noč. Evo, toliko za enkrat, iskrena hvala. Evo, jaz imam tudi moje boginje zraven. Mene, to je to, kar sem vam rekla. Jaz sem obdana v svetu z krasnimi ljudmi, to pomeni, gradimo skupnost, želim, da je ta skupnost vedno večja, da v tej skupnosti resnično se samo pretaka ljubezen, resnica, potem pozitivna naravnanost in da nas to pelje naprej. Ker če bomo to delali in opolnomočili eno drugo, tudi moški, zraven, najprej bomo ženske, moja naloga je pri ženskah poskrbeti. Danja sem pa prosila, če mi pomaga pri moških. In v primeru, ko bomo na tem delali, bo ta svet sigurno lepši. Sigurno. Vsi, katerikoli gredo z mano na obred, za njih se čas ustavi. Ko pridejo tja, so nervozni, zakaj so tukaj, ko pa grejo domov, pa ne bi šli domov. In ponavadi sem jaz tista, kar rečem, zdaj pa skrajni čas, da gremo domov. Tako da, ko gremo na obred, dobimo uvide, dobimo spoznanja, potem pa pridemo in se delo začne. Brez samega dela, integracije, implementacije, odstranitve, dodajanja, nažalost ne gre. Ampak to je normalno, tako je v življenju in zato smo tukaj na tem planetu. In zapomnite se, na tem planetu je krasno, je zelo, zelo, zelo lepo. Kajti moje meditacije so bile zgornje, spodnje, vse opcije. In ko pridemo na ta planet, veliko duš čaka, da bi želelo priti na ta planet. In jaz pravim, uživajte na tej zemlji, ustvarjajte svoje poslanstvo in uživajte pri tem. Ker ti samo z radostjo in z ljubeznijo boste šli še srečnejši naprej. Čau, čau. Vse dobro vam želim.